Krajevna skupnost Krka je ena od 12 turističnih biserov v občini Ivančna Gorica. Barvitost narave, pestra kulinarika, skrivnostne podzemne jame, prelesna reka Krka in bogato društveno življenje. To je le nekaj poudarkov, ki odlikujejo to oazo sredi kraškega območja. Ves tamkajšnji živelj prežema slogan Prijetno domače, na katerem sloni turistični razvoj ivanške občine. Je pri nas približno 1050 prebivalcev, okoli 550 gospodinjstev imamo. Najvišji vrh Korin, 3 metre, manj kot 600 metrov in je ta dolina pač pestra zaradi svoje raznolikosti, hribovitosti in tudi lepih ravnin, kjer so zelo lepe kmetije in tudi uspešni gospodarji. Lahko rečem, da so tukaj veliki kmetje, dobri kmetje, ekološki kmetje tudi, da imamo male obrtnike, male podjetnike, zelo uspešne. Seveda je pa po drugi strani tudi ta recesija vpliva na te kraje, da seveda pridelujemo veliko svoje hrane doma in tako naprej. Tukaj je tudi ta način življenja zelo prisoten. Območje krajevne skupnosti Krka je bilo naseljeno že v prazgodovini, o čemer pričajo črepinje, ki so jih odkrili v Krški jami. Skozi dolino Krke je v svojem času potekala pomembna trgovska pot, vzporedno s tem je nekako raslo tudi gospodarstvo. Ljudje na tem območju so se ukvarjali v bistvu z lesom, fužinarstvom, kovaštvom. Zametki v bistvu iskanja železove rude so najdene tudi na Korinski planoti. Z izgradnjo železnice v 19. stoletju in izgradnjo avtoceste iz smeri Ljubljana-Zagreb je pa v bistvu gospodarski razcvet začel upadati. Tako so se v tistem času ljudje nazaj začeli ukvarjati s kmetovanjem. Vodilno naselje Krka se omenja že v 12. stoletju, sestavljeno je iz 3 delov. Podilovico se imenuje območje Videm s cerkvijo svetega Kozma in Damjana. Drugi del je Gmajna ob okljuku reke Krke, kjer je pač prečkal lesen most svoje čase. In pa ta tretji del je pa v bistvu Krka, ki se zdaj imenuje Krška vas z družbenim centrom, kjer danes funkcionira šola, vrtec in še vedno družbeni center ohranja svojo tradicijo še naprej, kot je v svojih časih. Družbeni center je tako stičišče vsega dogajanja v tamkajšnjih krajih. Po potrebi služi kot športna in kulturna dvorana, v njem je tudi sedež krajevne skupnosti, pa tudi številnih društev in klubov. Tudi prostor za krajevno knjižnico so našli tam. Tale sobica konkretno je odprta od decembra 2012, ko je bila knjižnica ponovno obnovljena po poplavah leta 2010. Takrat je namreč potalnica poplavila knjižnico in večino knjižničnega gradiva. Potem pa smo s pomočjo knjižnice in občine ter krajevne skupnosti odprli tole sobico, da smo približali ponovno bralcem iz tega okoliša. Za promocijo krajevne skupnosti in njenih znamenitosti skrbi turistično društvo, ki šteje več kot 200 članov. Turistično društvo se grozno angažira pri vsaki dejavnosti, ki se dogaja v kraju in v občini. Glavni naš cilj in glavna znamenitost naravna, ki jo imamo, je Krška jama in izvir reke Krke. Skrbimo tudi za vodnjak Gabrovčec, ki smo ga tudi prenovili in je edini v Sloveniji še delujoči takšnega tipa. Potem skrbimo za prvi pritok reke Krke Poltarice, vključujemo se v vse kulturne dejavnosti, v vse prireditve, ki jih prireja kraj sam in bilo katero društvo. Smo se pa lansko leto odločili, da bomo svoj repertoar povečali. Zato smo ustanovili Pridne krške roke. To so skupina, ki se ukvarja z raznimi dejavnostmi, delavnice organizira. Torej skrbimo tudi za svoje krajane, ne samo za obiskovalce, da se pač skupaj družijo, kaj novega ustvarjajo in to pokažejo. Sicer pa je najbolj priljubljena turistična točka Krška jama. Na leto jo obišče med 3 in 6 tisoč obiskovalcev. Pod njo izvira reka Krka, imenovana tudi Dolenjska ali Zelena lepotica in velja za najdaljšo reko, ki teče izključno po ozemlju Slovenije. Privlačna je predvsem za ribiče in kajakaše. Tako tamkajšnji kajak Kanu klub vsako leto pripravi tradicionalen spust po Krki, ki privabi obiskovalce od blizu in daleč. Ta relacija je približno od 9 do 10 km. Začne se tukaj na Krki, na samem središču Krke. Potem naprej gre malica v Marinče vasi. Vsak dobi
en obrok in pijačo. In se nadaljuje dol proti Šmihelju, tam se pa spet vsak v svoje vozilo vkrca in gremo nazaj na zaključek. Zaključna prireditev pa tamle pri kulturnem domu na Krki. Torej, ta spust je načeloma primeren za vsakogar. Zaželeno je, da imajo vsaj ti, ki grejo kot kajakaši, kot individualisti, nekaj izkušenj. Vsi tisti, ki pač niso sami vešči obvladovanja divjih voda, je lepo, da si poiščejo vodnika ali pa nekoga, ki to obvlada, seveda ob stanju psihofizične neoporečnosti in pa obvezni uporabi zaščitnih sredstev, čelade, plavalnih jopičev. Bregove Krke si težko predstavljamo brez ribičev. Ti v tamkajšnje vode prihajajo ribariti iz vse Evrope, večina pa jih lovi po načelu ujemi in spusti. Imamo pač v reki Krki dve vrste rib, ki so lovne, to je potočna postrv, ki je primarna, ne bi bila. No. Pa imamo ameriško postrv, tako imenovano šarenko, ki je pa v bistvu za podtrnek. S tem se malo prihrani domača riba, čeprav jo ni več tako mobilno, kot je bilo včasih. Ker če boste vprašali domačine, bo rekli, včasih je bilo pa trjavih postrvi, kolikor hočeš. Danes tega dejansko ni več toliko. Se pa dela, Zavod za ribištvo Republike Slovenije dela na tem, da bi spet pripeljali v reko Krko avtohtono potočno postrv. Samo težko je dobiti zdaj gensko čisto. Delajo, matrajo se na vseh potokih, ki so možni, da bi to ribo še dobili nekje. Krka je tako po eni strani zanimiva za ljubiteljski ribolov, po drugi strani pa je poskrbljeno tudi za tiste, ki ribe radi jedo. Ena od ribogojnic že skoraj 15 let stoji blizu izvira Zelene Lepotice. Bolj problem je služba bila, ne. In smo pač, da bomo nekaj svojega dobili sigurno, ne, da bomo doma imeli nekaj, pač, da ne bo treba hoditi v službo. Pozim ne toliko, ne. Pozim je malo manj, poletje pa kar velika poraba, ker se začnejo pikniki, pa to in je kar poraba velika. Za bogat živalski svet v tamkajšnjih gozdovih in ohranjanje lepot narave sicer skrbi lovska družina, ki deluje že skoraj 70 let. Gospodarimo z loviščem 3661 hektarjev, imamo 56 članov, je starejša, ampak se vklapljajo tudi mladi, tako da ni kakšne hude bojazni za podmladek. Na pobudo območne zveze Kočevje in veliki želji lovske družine Krke smo skupaj ustanovili skupino rogistov, ki so v ponos zvezi, lovstvu in kraju. So prisotni na vseh prireditvah na našem območju. Pogost prebivalec v tamkajšnjih gozdovih je tudi polh. Lovna polha oziroma polharija velja za slovensko posebnost. Pri tem uporabljajo posebne pasti. Polho je škatle, namažemo iz stvarmi, ki si jih pripravimo, vsak ima svoj recept. Malo dobrega šnopčka, pa cimeta, pa malo klinčkov, pa še malo enega oljčka. Drugače pa vsak svoj recept, tako kot govori svoj plac. Dejavni so tudi čebelari. Tamkajšnje društvo deluje že več kot 100 let, tako mladim kot odraslim pa radi predstavljajo življenje čebel in njihove proizvode. Mi živimo v lepem naravnem okolju, ni industrije, ni intenzivnega kmetijstva, tako da naše čebelice, moram reči, da so kar zadovoljne pri nas. Nas je 51 čebelarjev v društvu, imamo preko 1000 družin. Varira vsako leto malo gor, malo dol. Moram reči, da imamo tudi nekaj zelo aktivnih članov, člana, ki goji matice, kar je kar redkost med vsak sicer za sebe, ampak da ti gojiš za tržišče in to celo se izvaža na tuje trge. Imamo tudi enega največjih čebelarjev v Sloveniji, ki tudi celo izvaža čebelje družine po svetu. Imamo čebelarja, ki nam poizkuša že z aromaterapijo, to je novost v zdravljenju. Krajevna skupnost Krka sicer leži na kraškem območju, za katerega so značilni številni pojavi, kot so na primer jame. Njihove globine na območju Krke raziskuje jamarski klub, ki šteje 42 članov.
Naša osnovna dejavnost je zlasti raziskovanje krasa, tako slovenskega kot tudi tujega. Predvsem delujemo na območju Bele krajine, Kočevskega Roga, Dolenjske, tako da je naš arhiv bogat za okoli 200 novih jam. In če to odštejemo od približno 10.000 kraških jam, kar poznamo v Sloveniji, smo v 7 letih kar veliko naredili. Drugače pa so naši člani tudi člani jamarske reševalne službe, tako da skrbimo tudi za pravo izobraževanje in pa za varno hojo po jamah. Za rekreacijo skrbijo tudi v več športnih društvih. Športno društvo Krka združuje ljubitelje več športnih dejavnosti, tudi namiznega tenisa. Začeli smo z namiznim tenisom, zdaj smo v 20. letu in v tem času smo skozi aktivni. Namizni tenis igramo dve ekipe v medobčinski ligi. Medobčinska liga je občina Ivančna Gorica, Grosuplje, Dobropolje, Velike Lašče, je 10 ekip in tu igramo z dvema ekipom. Z dvema ekipom igramo pa v Ljubljanski ligi, kjer je pa 5 lig oziroma 50 ekip. Igramo z eno ekipo v 3. Ljubljanski ligi, za prvo ekipo pa v 1. Ljubljanski ligi. Dejavni so tudi v kolesarskem društvu. Med najzahtevnejšimi izzivi v tamkajšnjih krajih je vzpon na Korin, sicer pa so zadovoljni, da se jim pridružuje čedalje več ljubiteljev koles. Moram reči, da se tudi vsi krajani kar vključujejo, tudi tisti, ki jih nismo pričakovali v take dejavnosti, kot je tudi kolesarjenje, pohodništvo, trekinge imamo, tako da tudi neke sodobnejše rekreativne dejavnosti se dogajajo v vasi. Pozabili niso niti na najmlajše, tako so pri družbenem centru na Krki uredili otroško igrišče. K tem pravzaprav nekako pridejo razne družine, mamice z otroki in tudi popoldne, popoldanska recimo tale šolska mladina oziroma tele šolari, ki grejo iz šole, se tukaj zadržujejo, recimo tudi popoldansko varstvo jih pripeljejo na to igrišče, pa se pač malo igrajo. Tako da tisti čas do prevzema staršev preživijo tukaj. Poleg otroškega je še večnamensko igrišče namenjeno športu, rekreaciji in različnim dogodkom. Uporablja ga šola za poleti, za svoje telovadbe, za svoje prireditve. Seveda pa tudi to opremljeno z enim odrom, kot vidite, da imamo tukaj možnost tudi neke prireditve, ki so tudi večjega, širšega značaja. Oder je opremljen s kompletno elektroniko za tudi večje prireditve. Seveda koristijo in tudi zelo dejavni so naši gasilci. Tukaj na tem prostoru imajo svoje vaje in seveda tudi gasilske veselice odmevne. Vse skupaj članov v društvu je preko 220 približno. Aktivnih je seveda tam 1/4. Drugače imamo to operativno enoto, ki šteje 15 članov. Podmladka imamo tudi kar približno 70 otrok, tudi aktivni na področju tekmovanja in tako naprej. Na Krki so se od nekdaj radi prepuščali glasbi in ples je tista dejavnost, ki združuje različne generacije. Že 15 let pa deluje skupina Ljubitelji plesa Krka. Poplešemo sicer starostno omejeno, mlajši skupaj, mladinci skupaj, starejši skupaj in pač ob kakšnih takih priložnostih se pa pač dobimo skupaj in se dobivamo enkrat na teden. Plešemo vse standardne in latinsko-ameriške plese in tudi nekaj družabnih. Že okrog 20 let pa deluje kulturno društvo Gledališče Krka, v okviru katerega deluje več sekcij. Pri kulturnem društvu je aktivna dramska sekcija, starejši, ki je nekako v zadnjih 14 ali pa 15 letih nosila zastavo, če tako rečem, kulturnega društva, torej se nekako najbolj pogosto udejstvovala. Zraven je še recitatorska sekcija, lahko omenim rogiste, ki jih imamo tudi na Krki, in pa tisto, kar je pravzaprav rdeča nit skozi vsa leta, to so pevska društva, trenutno so aktivna mešano pevsko društvo in pa otroško pevsko društvo.
Tudi umetnost je doma na Krki. Tako na primer tam živi in ustvarja akademski slikar France Slana, sicer tudi častni občan občine Ivančna Gorica. Naneslo je tako, da sem slučajno prišel tudi sem. Iskal sem tudi po Gorenskem, pa tako, ampak je povsod sem zamudil kakšno lokacijo, ki bi mi bila všeč. Predvsem pa želel sem eno vodo imeti v bližini. Tudi če bi potok imel ob hiši ali karkoli, to mi je nekako, brez tega ne bi hotel imeti nekega bivališča. No in tukaj sem prišel, pa je prišla ideja, kaj pa če bi se tukaj nekaj naredilo in ni bilo tako sicer enostavno, kot zdaj prepovedujem, ampak sem uspel, da sem se usidral sem in počasi to ni šlo naenkrat, tole nekaj lep čez trajalo, da je ta hiša nastala. Med prireditvami je v spredju festival Krka, ki poteka od maja do septembra in v okviru katerega potekajo številni zabavni in kulturni dogodki. Leta 2005 smo želeli našim krajanom in obiskovalcem ponuditi tudi veliko zabave in pa umetniške dogodke. Zato smo se odločili in ustanovili društvo Festival Krka. V 9 letih smo gostili kar veliko nastopajočih, kot so Siddharta Dandi, Vlado Kreslin, Gwen Hughes, skratka velike naše zvezde in pa tudi tuje. V krajevni skupnosti Krka slogan Prijetno domače uresničujejo tudi zaradi pristnega podeželskega življenja. Tako številne kmetije odpirajo svoja vrata, sakralni pridih krajem pa daje mogočna cerkev svetega Kozma in Damjana na Krki. V 15. stoletju 1444 so prizidali stranski kapeli. Leta 1707 pa so začeli cerkev povečevati. Prej je bil oltar na vzhodu, potem so pa oltar prestavili na zahod. Prezbiterij so podrli in zgradili nov prezbiterij in postavili tudi nov oltar, ki je bil zgrajen v delavnici restauratorski v Trebnjem. Cerkev je bila potem posvečena leta 1757, župnija pa je bila ustanovljena 1657, že 100 let pred posvetitvijo cerkve. Značilnosti te cerkve so, recimo, da ima slike od Janeza Potočnika v stranskih oltarjih, 4, potem križov pot je od Matija Koželja, nekaj čez stoletje star, potem tudi 2 stranski sliki v stranskih oltarjih so od Matija Koželja. Glavni oltar pa trenutno nima slike svetega Kozma in Damjana, ki je na sliko Matej Šlangos 1851 leta. Kor ima orgle iz leta 1933, so delo Jenka iz Ljubljane, so pnevmatične in so v dobrem stanju. Občina Ivančna Gorica znamko Prijetno domače v svojo turistično ponudbo vključuje tudi krajevno skupnost Krka, ki šteje 13 vasi. Krajevna skupnost Krka je ena izmed krajevnih skupnosti, kjer so ljudje najbolj pridni, najbolj skrb držijo in to se pravzaprav vidi na vsakem koraku. Tukaj deluje veliko društev, vsi pa so seveda imajo en skupni cilj, da Krko ustvarijo prijetno zabivanje za njih, ki tukaj živijo in seveda tudi za tiste, ki ne bi na Krko, ki prihajajo na Krko in ki ne bi na Krko še prišli. Iz teh izhodišč izhaja tudi občina Ivančna Gorica, ki je v prizadevanjih za čim širši ali čim večji razvoj turizma pripravlja različne projekte in v vseh teh projektih je seveda Krka kot eden od nosilcev turizma že do sedaj v naši občini na prvih mestih in za Krko imamo tudi v prihodnje kar nekaj načrtov. Krajevna skupnost Krka se svojo bogato naravno in kulturno dediščino ter številnimi dogodki, ki tamkajšnjim krajem dajejo poseben čar, zagotovo uvršča med najlepše dolenjske bisere.
Razvojni center Srca Slovenije je leta 2008 na trg lansiral znamko Srce Slovenije, ki povezuje dogodke, občine, ljudi in številne projekte. Dejavnosti se vrstijo predvsem okoli geometričnega središča Slovenije, zajemajo pa 16 občin. Poleg številnih aktivnosti so pripravili tudi dan kolesarjenja po srcu Slovenije. Torej gre za prvo prireditev. Kot ste že povedali, organizacijo smo si verjetno kar zadali, torej pripravljali smo se na 3 trase. Ena je gorska trasa, ena je cestna trasa in tretja je tista za družinske in trekking kolesarje. Zdaj seveda organizacija takega dogodka kar zahteva eno veliko kopico ljudi, tudi imamo vedno partnerje, glavni organizator Center za razvoj Srca Slovenije, potem pa so zraven še partnerji kot je Jarina Zadruga za razvoj podeželja, naši vsi 3 vodiči, imamo profesionalne vodiče na vsaki trasi in pa seveda še potem naši partnerji Srca Slovenije. Z dnevom kolesarjenja se je akcija šele začela. Poleti imamo tudi akcijo, zbiranje srčkov ob turističnih točkah po naših lepih, rekla tudi dolenskih dolinah in grčevih. Kolesarji so lahko izbirali med 3 trasami. Tisti najpogumnejši so se odpravili na nekaj več kot 88 km dolgo cestno kolesarjenje, gorski kolesari so prevozili 37 km, družine z otroki pa so se odpravile na skoraj 35 km dolgo pot. Začniva pri cestnih kolesarjih. Tej se bojo podali na najdaljšo progo, vse do Šentruperta, torej grejo čez 6 občin, čez Bogenšperk, ogledali se bodo vso kulturno dediščino in naravno Srca Slovenije, vse do Šentruperta, torej, kjer je pred kratkim, 2 tednoma, teden nazaj, odprla vrata prvi muzej na prostem s kozolci, tam si bodo lahko ogledali tudi ta muzej, se okrepčali in potem nazaj. Tura je primerna za vse družine z majhnimi otroki, za kolesarje, za nedeljsko kondicijo, nevajene kolesarjenja. Potem na poti si bomo ogledali, šli bomo po Jablaniški dolini. Jablaniška dolina ima recimo tradicijo sira, kjer izdelujejo sir. Pogledali si bomo slovensko podeželje, ki je turistično dokaj še nerazvito oziroma je v povojih, se počasi razvija. Tako da videli bomo pravo slovensko podeželje z odlično kulinariko, ustavili se bomo na Golažu, skratka družili se bomo in fajn bo. Dneva kolesarjenja po srcu Slovenije se je udeležilo nekaj manj kot 40 kolesarjev. Predvsem domači turizem in združuje ljudi, kar je pa najbolj pomembno, da se čudoviti konci tedna ne preživljajo v notranjih prostorih, v kakšnih televizijah, v kakšnih poročilih, ampak da se dejansko ljudje družijo in rekreirajo in povezujejo. Drugače pa več ali manj zaradi druženja, da se vidite te naši lepi kraji okrog občine. Ja, da bomo malo skupaj kolesarili. Ja, mi smo zelo veseli današnjega dogodka, ker prihajamo iz Domžal in se nam zdi ena lepa priložnost, da spoznamo te trase kolesarjenja po srcu Slovenije, pa tudi bližnjo okolico. Verjetno se drugače danes sploh ne bi ustavili v vaših lepih koncih. Kolesarjenju sta se pridružila tudi ultramaratonec Radovan Skubic-Hilari ter gorski kolesar Matej Lovše. Meni se zdi zelo pomembno, ker ceste so zdaj čedalje bolj nevarne in rabimo kakšne takšne poti, da lahko mladi kolesarji to vozijo, da ni kakšne velike nevarnosti zaradi avtomobilov in vsega. Pa tudi se mi zdi, da ta promocija kolesarstva je zelo super. Tudi vidimo na teh večjih prireditvah je čedalje več kolesarjev, zdrav način življenja je pa tako pomemben. Tole je čudovita pot, ker to je moj rojstni kraj in z veseljem sem se odzval Srcu Slovenije, da se udeležim tele družinske vožnje. To je lep konc. Ljudje bi mogli malo več izkoriščati takele manjše kraje, kot je Šmartno, Mala Kostrevnica, Cerovca pa te stvari. Trase, ki so jih kolesarji prevozili na dnevu kolesarjenja, so opisane v priročniku S kolesi po srcu Slovenije. Kolesarski vodič sicer ponuja široko paleto kolesarskih tur, 13 trekking in družinskih, 7 cestnih ter 12 gorskih poti, skupno za več kot 90 ur kolesarjenja.
Bil je izdan v lanskem letu, vendar zaradi velikega zanimanja smo morali letos narediti že ponatis. Imamo ga v slovenskem in angleškem jeziku. Vsebuje 32 poti, opisane, tako težavnostno kot pot, seveda, kaj lahko se ob poti vidiš, tako da na ta način želimo tudi spodbujati naše podeželje, ker te poti vodijo mimo naših turističnih ponudnikov, kmetov in zainteresiranih ljudi, ki želijo razvijati svojo dejavnost. Razvojni center Srca Slovenije tudi na ta način izpolnjuje svoja poslanstva. To so geografska pripadnost, edinstvenost in mreženje.